Milijoni ljudi so izključeni iz prevladujoče ekonomije. Ne morejo dobiti zaposlitve, si privoščiti izobrazbe in številni zabredejo v dolgove. To se dogaja po vsem svetu, od Španije do Sudana. Težava je globalna. Več kot 120 milijonov ljudi v Evropski uniji živi v revščini ali tveganju socialne izključenosti. Globalno so številke še više. Najnovejši statistični podatki Svetovne banke kažejo, da več kot 2 milijardi ljudi živita z manj kot $2 na dan. Ekonomska neenakost je največja ovira v razvoju posameznika. Ampak nekaj se spreminja. Ljudje želijo ekonomijo, ki v ospredje postavlja človekove in okoljske potrebe. Meseret in njena družina so se v Etiopiji na svoji kmetiji borili za preživetje. Meseret se je pridružila varčevalni in kreditni zadrugi ter tedensko prihranila nekaj centov. Sčasoma je bila sposobna vzeti svojo prvo posojilo iz obnovljivega sklada. Najela je zemljišče in kupila semena. Prihodki od prodaje pridelkov so jim omogočili poplačilo posojila. Prav tako je prihranila več, kar je pomenilo, da je koristi od zadruge imelo še več ljudi. Ta kreditna zadruga je opolnomočila Meseret. Poleg ekonomske neodvisnosti je omogočila tudi avtonomijo in moč odločanja doma in svoji skupnosti. Spoznajmo Franka iz Italije. Starši so ga zapustili, ker je imel motnje v duševnem razvoju. Otroštvo je preživel v psihiatrični ustanovi. Sčasoma se je preselil v kmetijsko-zadružno ustanovo za ljudi s posebnimi potrebami. Pridobil je znanje in samozavest ter začel delati na kmetiji. Sedaj ima službo v zadružniški restavraciji. Ponosen je na svoje delo in srečno živi z družino, ki ga ljubi in ceni. Zgodbi prikazujeta, da so ljudje lahko skupaj močnejši v socialni in solidarnostni ekonomiji. Socialna in solidarnostna ekonomija je alternativen način razumevanja ekonomije. Ljudi postavlja v središče. Je univerzalna, kar pomeni, da je pomembna za vsakogar in povsod. Socialna in solidarnostna ekonomija je postala pomemben del našega vsakdanjega življenja prek pravične trgovine, socialnih podjetij, etičnih bank, kreditnih in drugih zadrug. Je preobrazbena, saj ceni potrebe, sposobnosti in doprinos ljudi. Dobički so ponovno investirani, njen namen je trajnost. Smo skupina mladih iz Grčije, Italije, Irske, Slovenije, Španije in Portugalske. Po finančni krizi v naših državah smo začeli s kampanjo Izzovimo krizo. Socialno in solidarnostno ekonomijo želimo umestiti na politično in ekonomsko agendo Evropske unije. Nam boste pomagali? Socialna in solidarnostna ekonomija zahteva pravičnejšo svetovno ekonomijo. To leto 2015, je ključno, saj vlade vseh držav sprejemajo cilje trajnostnega razvoja. Gre za niz ciljev, ki so jih vlade in civilna družba po vsem svetu opredelili kot način za reševanje težav, kot so revščina, neenakost in podnebne spremembe. 8. cilj spodbuja trajno, vključujočo in trajnostno gospodarsko rast, polno ter produktivno zaposlenost in dostojno delo za vse. Socialna in solidarnostna ekonomija počne prav to, saj naslavlja temeljne vzroke revščine in neenakosti, ustvarja pravičen in trajnostni človekov razvoj za vsakogar, vse povsod. Torej, kaj lahko v tem pomembnem letu storite, da bo svet bolj pravičen? Vprašajte svoje izvoljene predstavnike, kako bodo prispevali k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Pridružite se Nacionalni Action 2015 skupini in prispevajte k dvigu ozaveščenosti o ciljih trajnostnega razvoja. Podprite aktivnosti socialne in solidarnostne ekonomije, kot sta pravična trgovina in etično bančništvo. Podpišite našo peticijo za Evropsko leto socialne in solidarnostne ekonomije. Želimo, da bo socialna in solidarnostna ekonomija umeščena na ekonomsko in politično agendo. In ne pozabite, spremenimo ekonomijo, naj bo za ljudi.